Kdaj se lahko zgodi, da naši sodelavci razumejo naše prošnje kot zahteve? Zdaj se lahko pojavi problem, predvsem zaradi tega, ker ko mi uporabljamo jezik zahtev, v bistvu povzdigujemo nad naše sodelavce, se skušamo nekako povzdigniti nad njih, se jih skušamo nekako podrediti. Nimamo nekako kapacitete, da bi slišali in upoštevali tudi njihove potrebe. In tak način komunikacije oziroma taka dinamika moči, ko se mi skušamo druge nadvladati, bo zelo verjetno ustvarila nek odpor v naših odnosih in dostikrat potem to tudi vpliva na motivacijo, se ta motivacija in učinkovitost sodelovanja se v bistvu zniža. S prošnjami in zahtevami ni ničesar prav ali pa narobe. Fajn je, da prepoznamo, ali smo zdaj mi v energiji prošnje ali v energiji zahteve. Izziv je lahko še v tem, da dostikrat naše zahteve potem eskalirajo v grožnje, ne. Konflikt se lahko še bolj eskalira. Recimo en tak primer bi lahko bil, ti nekdo reče: "Glej, ti moraš ta projekt zaključiti danes do 4, a ti je jasno?" To bi bilo nekaj bolj v tej energiji zahteve. In zdaj, kako lahko to pretvorimo v energijo prošnje, bi ta primer lahko izgledal na način: ful bi mi bilo pomembno, da je danes ta projekt zaključen do 4. ure. Zanima me, če je karkoli, kar ti preprečuje, da bi to danes do 4 izvedel. Pomembno mi je učinkovitost sodelovanja, hkrati mi je tudi pomembno, da se ti nekako počutiš v redu s tem projektom. A mi lahko samo poveš, kaj si misliš, da sem rekel? S tem, ko uporabljamo prošnje, nekako odpiramo svojo komunikacijo, smo bolj v obziru do potreb drugih ljudi, hkrati je tule več prostora tudi za kreativnost, kreativno reševanje problemov in izzivov, ki jih imamo. Pri zahtevah smo pa zelo ozkogledni, nimamo kapacitete za to, da bi naslovili tudi potrebe naših sodelavcev. Še ena taka zanimiva zadeva je, kaj dejansko pomeni, če mi naslovimo neko prošnjo sodelavcev in ta prošnja ni upoštevana, ni slišana. To je lahko zaradi tega, ker je bila v prvi vrsti slišana kot zahteva, mogoče ta sodelavec sploh ni sposoben tej prošnji ugoditi, mogoče je bila naša prošnja podana na nek nejasen način, ni bila dovolj konkretna in ni bila sploh izvedljiva, ali pa je ta sodelavec, ta konkretna oseba, kateri smo naslovili to prošnjo, so v tisti situaciji pomembne neke druge potrebe.